Ampak k temu, da sem se odločil, da pač ne podprem tega arbitražnega sporazuma, me je pripeljala ravno odločitev Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu. Ta odločitev o arbitražnem sporazumu je pravzaprav ostala do danes popolnoma neizvršena. Vse, bom rekel, ne samo recimo vladna stran, ki je mnenje zahtevala, bom rekel tudi tisti, ki so nekako kritizirali odločitev Ustavnega sodišča. Vse se je skoncentriralo v 6. točko izreka te odločitve, kjer je zapisano, da v bistvu z temi določbami arbitražnega sporazuma, ki jih je Ustavno sodišče presojalo, z vidika Ustave ni nič narobe. Vendar, ta izrek mnenja ima še 5 točk. In od teh nihče nič ne reče. Ena od teh točk je 4. točka, ki je povedala, na ustavno-pravni ravni povedala, ker je to zapisalo Ustavno sodišče, kaj je vsebina 2. razdelka temeljne ustavne listine. In zapisalo je, da je vsebina 2. razdelka temeljne ustavne listine določena meja na kopnem in na morju. Ustavno sodišče se je prvič v zgodovini, kar se je do zdaj ukvarjalo tudi z temi vprašanji, recimo v primeru SOPS, pa morda še prej, postavilo stališče, da Slovenija v trenutku osamosvojitve ni nastala država brez meja in da ni imela meje samo na kopnem, po tistem bivši administrativni meji med dvema republikama, ampak da je meja določena tudi na morju. In meja je določena na morju, kot je zapisalo Ustavno sodišče, po tisti črti, do katere je izvrševala Slovenija pred osamosvojitvijo oblast do odprtega morja. Jaz oblast do odprtega morja razumem tako, da je imela Slovenija oblast in dostop neposredno do odprtega morja in če je to zapisano v temeljni ustavni listini, je to tisto, kar določa Ustava. Zdaj, tisto, kar je mene prepričalo, je to, da je izhodišče in izhodišče za reševanje spora, katerega okvir predstavlja arbitražni sporazum, popolnoma napačno. Popolnoma napačno zaradi tega, ker si datum 25.6., ki je zapisan v arbitražnem sporazumu, ne razlagata vsak drugače samo Hrvaška in pa Slovenija, ampak ga je tudi slovenska vlada razlagala popolnoma drugače, kot ga je razložilo Ustavno sodišče v tem svojem mnenju. Ko se je pogajala, in to se da preveriti na spletni strani vlade, in sicer v tistem odgovoru, ki ga je pisala vladna zakonodajna služba, vlada potrdila in poslala Ustavnemu sodišču kot odgovor na mnenja, ki jih je pač Ustavno sodišče zaprosilo profesorja Rovška, profesor Grada, mene in pa mislim, da tudi profesor Bohteta. Vlada je še v postopku pred Ustavnim sodiščem zatrjevala, da z vidika meje na morju ne more biti arbitražni sporazum v neskladju z Ustavo zaradi tega, ker meje na morju ni in ni nikoli bila določena. Res je, da mednarodno pravno ni bila določena, je pa ustavno pravno določena. Res je, da ustavno pravno določitev meje ne zavezuje arbitražnega sodišča, res pa seveda je, da zavezuje vse državne organe, vključno z vlado. In nihče ne more ratificirati ali pa podpisati nečesa, kar je v neskladju z mednarodno-pravnimi izhodišči, z ustavno-pravnimi izhodišči. In če se spomnite, če morda bo bral to, sem jaz zato tudi izjavil,
da pravzaprav dvotretjinska večina pri arbitražnem sporazumu niti ne pride več v poštev, ker edino, kar pride v poštev, je uskladitev z ustavo. Ali izhodišča arbitražnega sporazuma, ali pa ustave. In zaradi tega je Ustavno sodišče tudi opozorilo in pozvalo državni zbor, naj razmisli, ali ne bi kazalo pred ratifikacijo spremeniti ustave. Zakaj? Ker Ustavno sodišče samo dvomi, da bi arbitražni sporazum lahko na mednarodno-pravni ravni prinesel približe tistemu, za kar je ono ugotovilo in določilo, da je meja na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.